Hvala. Najprej res en lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, dobro ustno zdravje, vemo, ni pomembno samo za lep nasmeh. Danes smo slišali, ampak je tudi za splošno zdravje telesa. In jutri je 20. marec. To je Svetovni dan ustnega zdravja in namen tega dne je, da ponovno ozavestimo, kako pomembno je čiščenje, redno čiščenje, 2-krat na dan zob. Kajti največ lahko mi sami naredimo zase z rednim čiščenjem. In skrbimo za zobe, skrbimo za ustno votlino in na ta dan spodbujamo vse, od majhnih otrok, ko jim zobje pogledajo ven v ustno votlino, do starostnikov. Za vse je pomembna ta res dobra ustna higiena. Kajti po oceni Svetovne zdravstvene organizacije ima kar 3,5 milijarde ljudi ustno bolezen. To je rak ustne votline, parodontalna bolezen, karijes. Vse te bolezni so nenalezljive bolezni in glavna značilnost teh bolezni je, da jih v veliki meri se da preprečiti s preventivnimi ukrepi in so močno pogojene s socialno-ekonomskim statusom. Ustne bolezni v osnovi povzročajo bolečino. Nihče si ne želi bolečino. Poslabša kakovost življenja. Otroci zaradi bolečine jokajo, ne morejo v vrtec, starejši v šolo, odrasli v službo. Nismo sposobni 100% biti prisotni pri svojem delu. Hkrati pa vplivajo tudi na srčno-žilne bolezni, diabetes, pljučnice, prezgodnji porodi, zapleti pri zdravljenju kroničnih bolezni. V Sloveniji se preventivni program že začne zgodaj, in sicer v šoli za bodoče starše. Tam je poudarek na dobri ustni higieni, da nosečnice v 2. tromesečju posanirajo svoj karijes, če ga imajo v ustih. Zakaj? Mati je tista prva, ki stopi v stik s svojim otrokom. In njen prvi objem in poljub mu poda svojo ustno floro. In če že v osnovi nima saniranega zobovja, takoj to ustno floro preda otroku. Zaradi tega je to res pomemben trenutek, začetek, ko je pomembno, da si mati vzame čas, gre k zobozdravniku, si posanira zobovje. Kajti ta prvi objem in poljub je tisti, ko rečemo, damo doto svojemu otroku za ustno floro, za njegovo dobro zdravje. Sledi potem dobra organizacija v vrtcih, v 9-letkah, v srednji šoli. In v Sloveniji že 42 let poteka projekt Preventivno otroško zobozdravstvo, za kar je tudi stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva v lanskem letu prejela red za zasluge od predsednice države Nataše Pirc Musar. Nato pa nastopi ena velika vrzel. Prvi so študentje. Vemo, treba je študirati, pozabijo nase, nepravilna prehrana, grejo od doma in hkrati nimamo dovolj zobozdravnikov, ki bi skrbeli za študente. Premalo je študentskih ambulant in še te so vse skoncentrirane v Ljubljani. Pri odrasli populaciji smo zobozdravniki tisti, ki skrbimo za to področje. Zato pri Odboru za zobozdravstvo na Zdravniški zbornici vsako leto jeseni organiziramo dan odprtih vrat. V 2 letih je bilo razpisanih 600 terminov preventivnih, kamor lahko se vsak prijavi in pride na pregled. Tam jih opozorimo za čiščenje, kaj je potrebno narediti, ja, in tudi marsikdo si najde zobozdravnika. Na tem mestu pa bi rada še nekaj poudarila. Slovenija je napredna in zahvala gre ravno profesor Urošu Skalariču, da imamo v Sloveniji tudi fakulteto za ustne higienike, ki postaja zelo pomemben tim, člen v zobozdravstvu. Kajti ravno slednji pri odraslih s poučevanjem pravilnih tehnik čiščenja, uporabe zobnih pripomočkov in odstranjevanja trdih in mehkih zobnih oblog delujejo najbolj preventivno.
Zobozdravniška zbornica že 7. leto organizira akcijo ozaveščanja prebivalcev o pomenu preventive pri zagotavljanju ustnega zdravja. Pri tem sodelujejo tako študentje dentalne medicine kot študentje ustne higiene. Posebno pozornost posvečamo starostnikom, ki so zaradi kroničnih bolezni, funkcionalnih omejitev in pogosto socialno izključeni še toliko bolj ranljivi. S temi akcijami predvsem poskušamo v domovih za starejše, v DSO-jih, premestiti izziv, ki ga imajo tako starostniki, ki nimajo dostopa, in da jih ozavestimo, kako čistiti zobe, kot tudi zaposlenim, da jim razložimo, kako lahko pomagajo z raznimi pripomočki, raznimi geli. Kajti vsi vemo, da domovi za starejše so tako kadrovsko podhranjeni, kot tudi imajo pomanjkanje izobraževalnega programa za zaposlene. Zdravniška zbornica je že leta 2024 skupaj z domom dr. Janka Benedika iz Radovljice, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za zdravje in za socialno prihodnost prijavila tudi evropski projekt. Žal projekt nismo dobili, šlo pa je za obsežno pobudo, namenjeno izboljšanju ustnega zdravja starejših oseb v Sloveniji, zlasti tistih, ki živijo v domih za starejše in so pogosto brez dostopa do zobozdravstvene oskrbe, ker smo danes tudi lahko tukaj bili priča, kajti številna vprašanja so bila ravno postavljena, kako si lahko najdem zobozdravnika. In središče projekta je bil razvoj mobilnih zdravstvenih enot in postavitev pilotskega zobozdravstvenega laboratorija ordinacije znotraj doma za starejše kot prvi korak v vzpostavitvi 9 takih enot po vsej Sloveniji. Zakaj 9? Kakor je bil COVID težek, nam je tudi pokazal, da z 9 enotami po Sloveniji smo lahko na nek način obvladovali, pomagali populaciji v Sloveniji. V OZB verjamemo, da lahko le z usklajenim sodelovanjem tako stroke, ustanov, civilne družbe, predvsem pa odločevalcev oblikujemo sistem, ki bo starejšim omogočal dostojno in enakopravno zobozdravstveno oskrbo. Starejši so najbolj ranljiva skupina v Sloveniji. In res apel, pomagajmo, da bomo lahko za njih poskrbeli, da bomo lahko vzpostavili sistem 9 enot po Sloveniji in jim pomagali. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji ustne bolezni zmanjšujejo produktivnost za 311 milijonov letno. In če mi povečamo samo preventivo in usmerimo ta denar za starejše, potem smo zmagali. In Slovenija, tako kot Svetovna zdravstvena organizacija, mora imeti cilj, da gremo v preventivo, kajti boljša je preventiva kot kurativa na vseh področjih in tudi na zobozdravstvu. Za zaključek pa, ja, jutri je dan, 20. marec, in tisti, ki še niste začeli, dajte začeti skrbeti za svoje zdravje. Kajti zdravje se začne v ustni votlini z čiščenjem zob. Tukaj se začne prebavna pot in ni samo nasmeh. In apeliram na vse prebivalce v Sloveniji, vzemite si čas, zjutraj zvečer, sčistite si zobe, kajti to je tisto, kar nam najmanj časa vzame in ima največji efekt in največ lahko naredite sami zase. Hkrati pa poskrbimo za zdravo prehrano, izognimo se sladkarijam, predvsem pa sladkim pijačam. Hvala. Najlepša hvala. Besedo zdaj dajem Kriščučki Selič, izvolite. Hvala za besedo. Samo še sekundo. Ja, miru. Ker se danes nahajamo v domu starejših občanov, bi jaz želela izpostaviti 3 ključne točke, ki se jih moramo zavedati, ko govorimo o ustnem zdravju starostnikov.
Prva je ta, da je zdravje ustne votline z zobmi ali brez tesno povezano z zdravjem celega telesa in vpliva na vse organske sisteme. Kot smo danes že slišali, vemo, da vnetje in propad obzobnih tkiv, torej parodontalna bolezen, ki je posledica neustrezne ustne higiene, neugodno oziroma škodljivo vpliva na celoten organizem. Pri čemer je dokazano, da se poveča tveganje za kardiovaskularne bolezni, srčno in možgansko kap, da poslabša nadzorovanje sladkorne bolezni, poslabša nekatere bolezni dihal, poveča tveganje za cel kup rakov, raka dojke, trebušne slinavke, prostate, pljuč, glave in vratu, poveča tveganje za demenco in kognitivni upad, poveča tveganje za kronično bolezen ledvic, psoriazo, depresijo, lista se v bistvu nadaljuje. Gre namreč za dolgotrajno konstantno vnetje. To si lahko predstavljate na tak način, da imate zaradi parodontalne bolezni, če je ta napredovala, v telesu rano, ki je velika približno toliko kot hrbtišče dlani in se desetletja ne zaceli. Če bi jo videli, bi nas močno skrbeli. Dejstvo, da je ta rana očem skrita, seveda ne pomeni, da nam vsem naškodi. Navsezadnje je tudi brezzobost, ki je končna posledica zanemarjanja ustnega zdravja, stanje, ki močno zmanjša kvaliteto življenja vsakega posameznika. Drugo dejstvo je, da je preventivno delovanje, ki je v bistvu sestavljeno iz dobre ustne higiene pa rednih pregledov pri zobozdravniku, rezultira v močnem zmanjšanju potrebe po kompleksnejšem zdravljenju. Zdaj, dobra ustna higiena je edina intervencija, ki vpliva neposredno na vzrok za težave. Torej, z njo redno iz ust odstranjujemo bakterije, ki telesu in zobem škodijo. Medtem ko so redni zobozdravniški pregledi namenjeni čim prejšnjemu odkrivanju začetnih težav v ustih, dokler so še obvladljive. To je za starostnika bistveno manj časovno in telesno zahtevno, kot pa reševanje kompleksnih težav. Sedenje na zobozdravniškem stolu je namreč za večino ljudi velik stres in napor, posebej, če je za kompleksne oskrbe potrebno na njem zdržati več ur. Kolikor starostnike redno pregledujemo, lahko v ustih pravočasno najdemo tudi morebitne znake sistemskih bolezni, ki se pokažejo včasih najprej v ustih in pravočasno odreagiramo na nje. Zato je v bistvu ureditev dostopnosti in rednosti zobozdravstvenih pregledov ena izmed ključnih nalog odločevalcev. Navsezadnje je preventiva vedno najcenejša oblika doseganja zdravja. Tretji poudarek oziroma tretji izziv, ko govorimo o starostnikih, pa je vzdrževanje dovolj dobre ustne higiene, je za starostnika ali pa negovalno osebje, ko on tega ne zmore več, en velik izziv. Če vemo, da je res natančno čiščenje zob, kjer zobe in obzobna tkiva očistimo tako, da ostanejo zdrava, tudi za motorično sposobne odrasle z dobrim vidom velikokrat izziv, se moramo zavedati, da je to za starostnika še mnogo težje. Da je situacija še bolj neugodna, so pogosto prisotni še učinki zmanjšanja količine sline, sistemskih bolezni, zdravil, ki pa obratno pomenijo, da mora biti natančnost higiene boljša kot pri zdravih odraslih. Oboje skupaj predstavlja ogromen izziv starostniku ali pa njegovemu negovalcu, ker se izkaže, da se mnogokrat zatakne že pri prvem koraku. In sicer velikokrat zmanjka že znanje, kaj dobra ustna higiena v resnici pomeni in kako tehnično izvesti postopke, da bo rezultat tak, kot ga potrebujemo. Torej je prvi korak opremiti starostnike in negovalno osebje z znanjem. V to smer gredo naša zobozdravniška prizadevanja, zato smo v končni fazi danes tudi tukaj. S tem se zobozdravniki seveda ukvarjamo tudi na individualni pri vseh, ki nas obiščejo v ordinaciji, vendar nujno potrebujemo podporo sistemske preventive, kjer lahko v bistvu naenkrat predamo znanje večjemu številu ljudi in to večkrat ponovimo. Drugi korak,
pa je zagotoviti pogoje, da bo imelo negovalno osebje tudi možnost to izvajati oziroma pri izvajanju pomagati starostnikov v domu, kjer pa spet nastopijo odločevalci, ki ta sistem urejajo. Najlepša hvala. Se opravičujem za spremljavo, bom je ravno v prenovi. Malo se sliši. Zdaj besedo predajam Mateju Kapročiču, izvolite. Hvala za besedo. Danes, se pravi, res je en dan pred ustnim zdravjem, ampak danes govorimo ne samo o zobeh, ampak govorimo o neki sistemski slepi pegi slovenskega zdravstva. V domovih za starejše imamo ljudi, ki ne morejo do zobozdravnika, se pravi, jim je dostop onemogočen ali otežen, in imamo sistem, ki ne omogoča, da bi zobozdravniki prišli k njim. In to ni neka, po našem mnenju, to ni neka organizacijska nevšečnost, ampak gre za zdravstveni problem, ki pa naslavlja ali pa pada ta teža na skoraj 20% populacije. To govorimo o vseh starostnikih nad 65, še posebej pa te ranljive skupine, ki so mogoče že v domovih za ostarele. Slabo ustno zdravje pri starostnikih, to pač moramo jasno povedati, da to ni kozmetika. Ustne bolezni v ustih so povezane z boleznimi splošne narave, se pravi, imamo od aspiracijskih, obe kolegici sta omenili, potem imamo aspiracijske pljučnice, podhranjenost, slabša urejenost kroničnih bolezni in več hospitalizacij. To pomeni tudi več trpljenja za posameznike in seveda večji strošek za sistem. Realnost je v bistvu dosti preprosta. Mi smo jo poskušali ugotoviti, namreč sistemsko se ne meri, kakšno je stanje v domovih za ostarele oziroma pri starostnikih, zato smo izvedli z odborom za zobozdravstvo anketo, v kateri smo v bistvu v domovih za ostarele spraševali, kakšno je stanje. Na kratko vam bom samo določene stvari orisal, ki so pomembne za ugotovitev stanja. Anketa je pokazala, da skoraj 98% stanovalcev zobozdravnika obišče šele, ko pride do težave. To pomeni pa do bolečine, otekline, krvavitve. Se pravi, ta naš sistem ne deluje, ta sistem zdaj ne deluje preventivno, ampak reaktivno. To pomeni samo takrat, ko je vidna težava, z zavedanjem, da ta težava verjetno obstajala že prej. Več kot 70% osebja poroča seveda, da za ustno higieno, ki se izvaja v domovih, nima dovolj časa in tudi so kadrovsko podhranjeni. Kljub temu pa se oni sami zavedajo, da je to izrednega pomena za splošno zdravje teh njihovih stanovalcev. Se pravi, kar v 95% se zavedajo, da je kakovost življenja teh stanovalcev odvisna tudi od težav z ustnim zdravjem. 9 od 10 zaposlenih pove, da je izvajanje ustne higiene drugim, se pravi stanovalcem, bistveno teže, kakor če skrbimo za ustno zdravje sami. Navedli so tudi razloge, zakaj, namreč večina stanovalcev v bistvu zavrača ustno higieno, ki mu izvaja nekdo drug. To je intimno področje, je občutljivo področje in s tem se v bistvu zaposleni spopadajo. Konec koncev jim v takih primerih izredno primanjkuje tudi izobraževanje na tem področju, na kakšen način pristopiti in narediti več. Zdaj, ne samo več s tem obstoječim kadrom, problem imamo tudi, da kadra preprosto ni in bi ga bilo potrebno poiskati v rezervah, ki so recimo še v obliki študentov, v obliki ustnih higienikov, v obliki medicinskih sester. Zdaj, problem ni toliko v zavedanju, da je ta problem pereč. Problem je v bistvu v sistemu, ki ne omogoča kakovostne izvedbe.
večina stanovalcev v bistvu nima rednih zobozdravstvenih pregledov. Ustna higiena je pogosto prepuščena času in kadrovskim stiskam in zobozdravstvena oskrba pa se zgodi šele, ko pride do neke resne težave ali bolečine. Zdaj, moramo biti iskreni, da če sistem ni zaznal težav v domu za ostarele, to še ne pomeni, da ne obstaja. Mi imamo problem nebeleženja takih težav in v času, ko Slovenija prenavlja področje paliativne oskrbe, se nam zdi, da je izredno pomembno, da ne naredimo napake, ki jo v bistvu že vsa ta leta ponavljamo, da paliativna oskrba, pač dejstvo je, da paliativna oskrba brez sistemsko urejenega ustnega zdravja pač pomeni, da ne gre za celostno obravnavo pacienta. In to ni celostna oskrba. Bolečina v ustih, nezmožnost prehranjevanja, oralne infekcije niso nek obrobni problem, ampak so vsakodnevna realnost starostnika in recimo, ko govorimo o dostojanstvu, je tudi to, mislim, da se vsi lahko poistovetimo, da bolečina v ustih ni nekaj, kar bi si kdorkoli od nas želel in sistem mora biti tisti, ki to naslavlja in preprečuje. Tako da danes v bistvu, kljub temu, da je to projekt, ki osvešča o ustni higieni, potem je projekt, ki povezuje medgeneracijske mostove, ustvarja medgeneracijske mostove med študenti in starostniki, bomo v javnosti hkrati v bistvu podali tudi neke zahteve, ki mislim, da bi se že zdavnaj mogle zgoditi. Seveda odgovornost ali prst se kaže na odločevalce. Prvič je nujno, da bi vsak stanovalec doma za starejše moral imeti zagotovljen redni, vsaj enoletni pregled pri zobozdravniku. Drugič, ustna higiena mora postati neka standardiziran del nege z jasnim protokolom. To pomeni, da se točno ve, kdo in kaj je potrebno izvajati, da se zminimira težave stanovalcev. Tretjič je potrebno vzpostaviti seveda nek vir financiranja in organiziran sistem, ki naslavlja posebej ranljive skupine. To pomeni starostnike in tudi ostale ranljive skupine, da bomo jasni, ki jih je več. In četrtič, določiti je treba neko jasno odgovornost, kdo je v sistemu zadolžen za ustno zdravje, na kakšen način se ga beleži in kako se ga rešuje. V tem imamo še en velik bazen oziroma neko rezervo strokovnjakov in študentov, ki bi lahko pri tej nalogi sodelovali. Govorimo o zobozdravnikih, o higienikih, o osebju domov za ostarele in seveda o študentih dentalne medicine, ustne higiene in tudi medicinskih sester. V glavnem, vprašanje ni toliko, seveda vedno se zatakne pri financiranju. Vi govorimo vedno, kaj je nujno, kaj ni nujno. Zdi se kot zobozdravstvo vedno nekam porinjeno na rob, da je to neka nenujna zadeva. V resnici pa ima zelo močen vpliv na sistemsko zdravje in vprašanje ni toliko, ali si kot država lahko privoščimo, da bomo zdaj najdli še en program, ki bo skrbel za ranljive skupine. Bolje vprašanje, koliko nas stane, če tega ne uredimo. Če starejšim zagotovimo posteljo, ne pa osnovnega ustnega zdravja, bomo te posledice vedno znova reševali v bolnišnicah, ne pa na zobozdravstvenem stolu, kjer bi bilo potrebno in kjer mi zobozdravniki dejansko znamo pomagati z manjšo škodo za posameznika.